Prav lepo pozdravljeni v oddaji iz medijev za medije. Naša tokratna gostja je magistra, Tina Grošelj. Živjo. Dober dan. Prvič v našem studiu, ampak še kako ste povezani z našo televizijo in sicer preko vaših oddaj za gluhe in naglušne. Vaša televizija se reče kako? Spletna televizija. Spletna televizija za gluhe in naglušne. Ustanovljena je bila leta 2007. Ustanovljena. Takrat smo pravzaprav od ideje prišli k dejanjem. To je bila pravzaprav ideja takratnega sekretarja magistra Redžepoviča, da bi potrebovali posebno produkcijo za gluhe in naglušne. Izhajalo se je iz dejstva, da je slovenski medijski prostor osebam z okvaro sluha praviloma v precejšnji meri nedostopen. Radija ne slišijo, televizije prav tako ne, vseh razprav, debat, mnenj, informativnih oddaj, ničesar ne morejo spremljati. Takšno je bilo takrat stanje in iz tega se je porodila ideja, da se začne zagotavljati tem osebam neke osnovne informacije najprej v prvi vrsti. Predvsem je šla pa programska shema v smer pokrivanja informacij iz življenja in dela oseb z okvaro sluha, o njihovih dosežkih, konec koncev problemih in pa dobrih praksah, kako se soočajo s posameznimi stvarmi v življenju. Zelo pomembno področje je področna zakonodaja, posredna in neposredna, torej je potrebno informirati ljudi o tem, k čemu so obvezani in kaj so njihove pravice po drugi strani. Tretji nivo pa poskušamo z produkcijo nekako pokrivati čim več tem, kolikor nam jih še finančna sredstva dopuščajo. To pomeni, da poročamo o različnih aktualnih dogodkih. Prej smo delali tudi pregled slovenskega, evropskega, svetovnega dogajanja, potem pa smo k sreči leta 2009 uspeli, da se je začel tudi dnevnik Slovenske nacionalne televizije tolmačiti v znakovni jezik, tako da smo mi pravzaprav zdaj lahko našo produkcijo res posvečamo vsem ostalim temam in pustimo, da informativno oddajo delajo najboljši. Kako pa je prišlo, kako se je sestavljala ekipa, kako ste vi padli v to ekipo? Ja, jaz sem bila takrat slučajno povabljena k sodelovanju, sicer sem takrat delala na nacionalni televiziji. Kaj pa? V različnih uredništvih, delala sem v programu podnaslavljanja, nekaj tudi za oddajo Dobro jutro. Tudi sem en kratek čas se pridružila uredništvu za gluhe, ampak resno delo informiranja oseb z okvaro sluha pa se je začelo šele na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. In takrat, ko sem jaz prišla, smo imeli pravzaprav, če tako rečem, veliko želje, dobro idejo, nobenega kadra. Mislim, pravzaprav je bil takrat en redno zaposleni in ta je bil snemalec, Gorazd Orešnik in hkrati tudi montažer, pa takrat je bil tudi sodelavec še Marjan Pavel. Takrat sem jaz potem prišla in smo začeli od prvega dneva naprej. In smo, na primer, sproducirali v prvem mesecu, govorim na pamet, ker se ne spomnim več točno, ampak približno 5-7 prispevkov in imeli smo 700 gledalcev. In potem je ta zgodba tekla naprej. V naslednjih letih smo pridobili tudi sredstva iz Evropskega socialnega sklada, da smo zagotovili usposabljanja ostalega tehničnega osebja, ki je potrebno za to, da produciraš oddaje. Ker moramo vedeti, da pravzaprav tudi fakultete tovrstne, ki ustvarjajo kadre potrebne za televizijsko produkcijo, so osebam z okvaro sluha nedostopne. Tako da nismo imeli kadrov. Po drugi strani tudi praviloma se ne morejo vključevati na različne televizije, da bi imeli že nek izobražen kader, ki bi lahko se priključil k nam. Tako da smo z vidika televizijske produkcije začeli pravzaprav skoraj da orati ledino. Kaj pa dobra praksa iz tujine? Je bilo kaj teh povezav, kakšni nasveti? Ja, dobra praksa iz tujine je bila potem prenešena k nam s časoma.
Torej, v sklopu teh projektov, ko smo usposabljali ljudi, smo vedno torej opredelili tudi, lepo se sliši, ne, strokovne ekskurzije. In v teh potovanjih, ne, potovanja so bolj delovna potovanja, smo hodili v države, ki so pred nami. Torej, države, ki izvajajo že medijsko produkcijo za gluhe. To so, na primer, bili smo v Londonu. Tam je prav medijska hiša za gluhe, ki je vodena strani gluhe osebe, tudi lastnik je, solastnik. Potem smo obiskali Dansko, Finsko. In zame je bila ena od najbolj dragocenih in zanimivih informacij pravzaprav ta, da vse te televizije, ne, delujejo z veliko več denarja, z veliko več zaposlenimi in proizvedajo manj produkcije, ne. Tako da pravzaprav smo v danih okoliščinah, ne, danes mi smo popolnoma nekomercialni, financirana s Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Če rečeva po domače, prek Lota, ne? Ja, to je fundacija, ki zagotavlja denar preko Loterije Slovenija. In moram reči, da je to eden od teh posebnih socialnih programov na državni ravni, kjer pravzaprav igramo podaljšek državne skrbi oziroma pokrivamo neko področje, lahko rečemo tudi sivo liso v našem prostoru, kjer je neka velika skupina državljanov, ki po drugi poti plati informacij težko informacij ne more dobiti. Koliko jih je? Če tako pogledava, samo še ta misel, ne? Če pogledamo, naprimer, ljudje, ki so na mediji dostopni, torej vsa polnočutna javnost, ne? Koliko je enih razprav, debat, polemik, informativnih oddaj, torej preko radija, televizije, ki so različne oddaje, ne? Koliko pravzaprav imamo na voljo enih informacij, da si lahko izoblikujemo svoja mnenja. Mi, ki slišimo. Tako, ne? Iz tega vsega so gluhi izključeni, ne? In to je tisto glavno vodilo, zakaj je bilo potrebno tak medij ustanoviti, ne? Enkrat je bilo dobro vprašanje na mojem zagovoru magistrskega dela, ne? Zakaj pa pravzaprav ta marginalizacija oziroma zakaj pravzaprav ta segregacija, zakaj poseben medij, ne? In moj odgovor je, da bi bili gluhi sami in mi ustvarjalci veliko bolj srečni, če bi nacionalna televizija, Pop TV, ne, torej vse te glavne televizije, da bi vso programsko shemo, ki jo imajo, zagotavljale s podnapisi, ne. Tudi evropska direktiva je taka, da bi se vsaj 95% programa podnaslovilo, ne. In da bi vsaj 5% programa skladno s to direktivo bilo v znakovnem jeziku. Potem naše delo in mi ne bi bili potrebni, ne? Mimogrede tole o podnapisih, ne? To je celo tako, lahko preko teleteksta, ne, da mi, ki slišimo, lahko izključimo podnapise, ne? Nekaj oddaj s takšno priredbo na nacionalni televiziji je na voljo. Naprimer, televizijski dnevnik je ampak na celoti. Na prvem kanalu je torej televizijski dnevnik na voljo s podnapisi, na tretjem kanalu televizije Slovenija s tolmačem. So neke tukaj tudi opombe, ne, da lahko se zgodi, torej informativna oddaja je živa oddaja, da včasih pride do kakšne spremembe in potem kakšnih podnapisov tudi ni, ne. Če je kakšen pogovor v živo, sprotnega zapisovanja žal ni, ker za slovenski jezik softverja, torej programske opreme za sprotno zapisovanje besed v govor žal nimamo. Morda je to tista slaba lastnost majhnosti, ne? Tako da za naš jezik tega ni. Vedeti pa tudi moramo, da nekaj teh oddaj je. Treba je pohvaliti vsako, ki je, torej vsak korak, ki obstaja, je javnost, ki ne sliši, zanj hvaležna. Po drugi strani pa moramo vedeti, da je to omejen obseg oddaj, ki so na voljo, ne? In zato tu spletna? Tukaj spletna televizija po eni strani zaradi tega, po drugi strani pa tudi so opažanja, da slovenski mediji praviloma ne poročajo o osebah z okvaro sluha, o njihovih dosežkih. Če tako pogledamo... Ker ne znamo. Ja, nekaj je tega, nekaj pa tudi...
bi lahko si drznila reči, da morda tudi ni takšnega interesa. Zato, ker dokler ni nekdo skregan in dokler ni neke zgodbe, kjer je neka negativna energija, se mi zdi, da ni toliko zanimivo. Sam to bi še dodala, smo bili naprimer gluha košarkarska reprezentanca. To je ena od najbolj uspešnih ekip v zgodovini. Da smo bili mi sposobni iz tako majhne skupine ljudi z okvaro sluha, prej ste me vprašali, popolnoma gluhih približno 1500, potem težko naglušnih 5000 in potem do 65 000 oseb z okvaro sluha, vemo, da v kasnejših letih skokovito narašča. In da smo bili sposobni iz tako majhne skupine ljudi z okvaro sluha izoblikovati, formirati takšno ekipo košarkarjev, ki so pobrali toliko medalj, ne samo na lokalnih prvenstvih, so bili evropski prvaki, olimpijske medalje so domov nosili. V medijih se o tem ni pisalo. Mogoče Miha Zupan, edino prepoznavno ime, ker je igral tudi za normalno reprezentanco. Takrat se je pisalo, ko je pa samo gluha reprezentanca osvajala medalje, take informacije niso prišle v javnost. Naprimer, tudi sem poročala iz olimpijskih iger gluhih na Tajvanu, ki so bile leta 2009. Je novinarka je bila takrat še druga z nami, je pošiljala redno na vse medije informacije o dosežkih, o uvrstitvah. Mislim, da je bila ena notica v enem izmed časopisov, torej z 3 vrsticami v zelo majhnem kvadratu. Tako da to je tisto, kar je pravzaprav, da po eni strani se ne poroča o življenju in delu, in po drugi strani, da vse, o čemer se poroča, ni dostopno osebam z okvaro sluha, katerih s prvim namenom smo nastali. Je to mogoče zato tako, ker nekateri pravijo, da smo Slovenci pač takšni, da imamo radi eno sivo povprečje, nimamo radi tiste, ki štrlijo navzgor, pa tudi ne tiste, ki štrlijo navzdol. To Branko Đurić velikokrat pove. Ja, tukaj bi se v marsičem strinjala z vami, pa bi morda na tem mestu samo omenila, da dobro, da imamo Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki s namenskimi sredstvi spodbuja delovanje takih projektov, ker mi pravzaprav delamo za naše državljane. In tukaj nimamo na spletni strani, torej 3x2gluhi.si je najlažja domena za zapomniti. Ni nobenih reklam, ničesar ne prodajamo, informiramo in pa naš namen torej v prvi vrsti informiranje oseb z okvaro sluha in v drugi vrsti tudi osveščanje slovenske javnosti o potrebah oseb z okvaro sluha. No, mi da smo začela sodelovati, torej vaša televizija, naša televizija, mogoče 8-9 mesecev nazaj, ali pa mogoče še celo več, čas hitro teče. Vse sem bil tudi sam v dvomih, kaj bomo mi to potrebovali. Po drugi strani sem si pa zelo želel, ker sem vedel, da je tudi tu živi na tem področju nekaj ljudi, ki so gluhi ali pa močno naglušni. Ampak dejstvo je, ko potem človek gleda te oddaje, da te oddaje so še kako primerne tudi za nas, za naše izobraževanje, za naše spoznavanje te problematiko, da živijo ljudje, ki so drugačni. Ja, naša produkcija je, moram reči, velik izziv, kolikor je zanimivo naše delo in jaz mu pravim tudi, da ima neko posebno dodano vrednost, ko vemo, da pač odpiramo pot do informacij osebam, ki sicer ne bi mogli slišati. Morda lahko kot zanimivost povem, da naša produkcija je daljša, morda tudi v marsikaterem primeru dražja. Mi moramo za vsako informacijo, ki jo novinarji spišejo, potem dajemo v bralni boben, kjer gluhe osebe potem to tolmačijo v znakovni jezik in zato, da je torej še zvočna podlaga zagotovljenja, posebej nekdo še potem bere. Vsako oddajo treba v celoti popisati, zato da se potem ustavlja še naknadno podnapise. Za vse izjave, ki so v govoru posredovane, je potrebno zagotoviti tolmača. Potrebne so tudi posebne specifike, so montaže, oddaje so tudi
malček daljše, ste morda opazili, ker v znakovnem jeziku se sporoča in pa čim manj se sliko podlaga. Ne? Torej, da mi gledamo, slišeči lahko gledamo sliko, zadaj govorec govori. Ne? Pri nas se praviloma temu izogibamo, zato ker za gluhega je v prvi vrsti pomemben tisti, ki sporoča s svojimi rokami. Tako da je marsikateri korak kar še dodaten v naši produkciji. Smo pa želeli javnosti pravzaprav stopiti nasproti tudi z enim takim šaljivim, vizualno prijetnim projektom, kjer smo z družbeno odgovornimi spoti upozorili na osebe z okvaro sluha v našem prostoru in zdaj si želimo tudi, da bi prodrli, no, morda še na kakšno televizijo, vi ste imeli posluh, ste objavili te spote, da bi morda tudi nacionalna televizija temu pristopila kot brezplačno objavo, ne. Tako da želimo si še dela naprej, ne. Koliko televizije sedaj po Sloveniji, ki predvajajo te vaše oddaje? Zdaj, mene, na primer, zelo boli, da nekako v nacionalnem mediju ne najdejo prostora za to vrstne oddaje, ker meni se zdi dobro, razumem, mogoče komercialne televizije, ampak nacionalne RTV, ki jo vsi nekako financiramo, torej jo financirajo tudi gluhi in naglušni. Treba je vedeti, da nacionalna televizija že 32 let predvaja oddajo Prisluhnimo tišini, tako da tukaj je treba pač to priznati, da televizija je imela posluh, da obstaja posebna skupina invalidov, ki dejansko ne more spremljati programa, ne. Tako da to je tistih 27 minut in pol, ki so na voljo vsake 14 dni. Ampak vsak dan 10 minut, naprimer za vaše oddaje, ne vem, da se ne najde, ne, to... Ravno ta podatek, ne, pa potrjuje, kar sprašujete, ne. Teh 27 minut na 14 dni. To je tisto, kar je manjko in to je tisto, kar gluhim preprečuje ustavno pravico do obveščenosti, do dostopa do informacij, ne. In zato potem je nastal ta program, ne, socialni na državni ravni, da smo mi nekako pristopili k temu. Se pa definitivno strinjam z vami, da bi bili zelo veseli, da bi bil še prostor tudi na nacionalni televiziji še za kakšno oddajo v znakovnem jeziku. No, ko smo mi začeli te vaše oddaje predvajati, bi bilo z početka kar nekaj klicev, seveda tisti, ki slišijo, ki so normalni, treba to zdaj predvajati. Počasih se je kakšna napakica tudi pojavila, da je bilo kaj brez tona, da so bili samo znaki. Ampak vidim pa, da so se ljudje navadili. Zdaj, ko se pogovarjam s kom, spremljajo te oddaje. Tako da, ja, vzgoja je pomembna. Mene to zelo veseli. Jaz zelo rada slišim kakšen odziv. Moram reči, da mi gledanost našo, torej z naše spletne strani spremljamo preko števcev, a vendar so to gole številke. Mi beležimo približno od 10 do 12 tisoč gledalcev na mesec. Ampak vendarle iz teh številk potem ne moremo razbrati, kdo so ti ljudje. Sicer vidimo tudi minutaže. Tako da mi smo veseli vsakega odziva. Je pa zanimivo mogoče to, če vam samo odgovorim, da kakšne oddaje pustimo samo kretnjo. Da človek vsaj malo dobi občutek tega sveta tišine. Oni živijo pravzaprav v tej tišini vsak dan, cel dan. In to bi bil en vidik, drug vidik bi bila pa torej tudi možnost, da bi se vse tudi sinhroniziralo. A vendar, da bi slišeči posodili glas, ampak za kakšen moment, za kakšno oddajo se namensko seveda to pusti, da dobimo polnočutni občutek, kako gluhi komunicirajo in da uporabljajo svoj jezik, ki je edinstven, z zakonom priznan leta 2002 v naši državi. Tako da morda tudi to kot zanimivost, da ljudje spoznajo uradni jezik in da vidijo, da stajajo tudi ljudje, ki se drugače pogovarjajo z rokami. Se je tega znakovnega jezika težko naučiti, vi ga obvladate dobro? Ja, jaz sem se ga naučila. Opravljala sem 2 tečaja. Moram pa reči tako, eno se je naučiti na pamet kretnje. Tega smo sposobni. Sicer najprej ugotovimo, da imamo bolj zakrnele prste, kot mislimo.
Druga stvar je, zelo zaželeno je dobro razvita mimika. Mimika je izjemno pomembna, ne? Mimiko gluhi zelo močno in dobro opazujejo. Tako da včasih si polnočutni, smo morda drugače razpoloženi, vsak dan ni najboljši dan, ne? Gluhi to takoj opazijo, kaj je narobe, ne? Potem druga stvar, veliko bolj si razumljiv, če uporabljaš zelo močno mimiko, ne? Mene pravijo, da sem zelo lahko razumljiva, ker se zelo odpiram, ne? Tako da eno je se naučiti posamezne kretnje, drugo je potem vse te kretnje normalno zlagati v stavke. Treba je vedeti, da se ne uporablja vezajev v znakovnem jeziku, kakšne stvari se tudi poenostavi, ne? Se manj se, kako se spravim, te stilistike slovenskega jezika se manj uporablja, ne? Ker kretnje se zlaga eno besedo za drugo, ne? Tako da meni sami ni bilo težko kretnje začeti uporabljati. Najtežji izziv, kar ga vidim še danes, je razumevanje gluhih oseb. Torej takrat, ko dejansko vsakega razumeš, takrat lahko rečeš, da obvladaš znakovni jezik, ne? Ker moramo pa vedeti tudi, da je problem ta, da koliko imamo slovenski jezik, knjižni jezik, ne? Se stremi k temu, da bi tudi gluhi imeli unificiran jezik, ne? Torej, da kamorkoli pridejo, te iz Prekmurja, potem iz Dolenjske, iz Primorja, da bi vsi uporabljali enotni jezik, ne? In tako kot imamo v jeziku govornem narečju, tako so se tudi kretnje razvijale vezano na narečja, torej malček zaznavamo diferenciacije, ne? Tako da se stremi k temu, da se razvija standard, ampak tukaj je še pot, ki jo bo treba prehoditi, ne? Eno je razvijati standard, ga posneti in potem omogočiti na zgoščenkah, ne? To so tako imenovani slovarji, ko smo jih mi navajeni v knjigah. Za gluhe je zaželeno, da je to posneto, zato da se kretna, ne, vidi. Mama, na primer, ne? To težko slikamo in damo, oziroma zapišemo, ne, v besedah. Tako da eno je tak slovar narediti, ne? Razvoj znakovnega jezika ni financiran v naši državi. Tako da drugo je pa potem tudi prodret do uporabnikov. Zaželeno bi bilo tudi, da je to predmet, vsaj v zavodih za gluhih znakovni jezik, ne? Tako da področje je kar problematično, bi si jaz drznila reči, ne? Veliko je še stvari, katerim bo treba pristopiti, ne? Kaj pa pristop gluhemu, naglušnemu? Naprimer, midva sva prej pila kavico spodaj v naših prostorih in vi ste imeli očala. In ta pogled v vaše oči je bil recimo onemogočen. Kaj komunicirate z gluhim? Z gluhim ne moremo komunicirati, ko gremo skozi predor z avtom in tema pade. To je tisti problem, očala imamo lahko. Največji problem je tema, temni prostori, ne? Pač, če vprašate mene, ko govorim znakovni jezik, je to pač ena od tistih situacij, lahko vam povem prednost. Prednost znakovnega jezika je, se obožujem. In sicer, ko smo mi na primer na kakšnem snemanju, ko sem jaz postavljena na drugo stran dvorane kot moj snemalec, midva se čez celo dvorano pogledava in z rokami sporazumeva. Tako da jaz brez glasu, ne? Pozdravljam to prednost, ne? Enako tudi mogoče bolj tak življenjski primer za mlade, ko si v diskoteki, ne? Se je veliko lažje z gluhim pogovarjati s kretnjami, kot pa slišečami, ko si moramo dreti na uho, ne? Je pa problem, ne? Tu pa tam je pa morda tudi problem. Mislim, tako je, ne? Če znamo znakovni jezik, je super, ne? Problem morda, lahko bi rekla, jaz sicer nisem tolmač, ne? Tako da problem morda nastane, da ko so kakšne težje besede, ne, za razlagati, ker znakovni jezik še ni toliko razvit. Ne vem, če imamo na primer 300 000 besed in gesel v slovenskem govornem jeziku in približno tam 5000 do 7000, je to enih teh številk v uporabi, ne, nekako zbranih na enem CD-ju. Ja, ni. Težko razlagamo kvantno fiziko, ne. Težko razlagamo te težje stvari, ne. Definitivno se v znakovnem jeziku seveda da razložiti stvari, ampak
manjkajo pa še vsi termini. Mi imamo toliko enih nestrokovnih, težjih besed, ki se skretnjo dajo povedati, ne? Lahko se razlaga besede pove, ne? Ampak zdaj si pa predstavljate, na primer, ko gre za situacijo, kjer govorec govori saj tako hitro, kot jaz zdajle. Je pa že težko, ne? Je pa že težko, ne? Pa je tudi tu, ne, pri nas govorečih, ne, je jezik različen, ne. Nekateri imamo bolj bogat besedni zaklad, nekateri imamo manj bogatega, ne. Verjetno je tudi pri teh znakovnih kretnjah, ne, nekateri gluhi, naglušni pač bolj obvladajo to kretnjo, ne, ta jezik, imajo bolj bogat jezik, nekateri manj. Ali so vsi nekako... Enkrat sem slišala en podatek, da pač teh recimo 7000 kreten, ne, ko je zbranih zdaj na enem od zadnjih slovarjev, da je to v bistvu korpus besed, ne, nabor besed, s katerim naj bi nekako upravljali osnovnošolci v 3. razredu. Ne. Sicer ne vem, to nisem znanstveno dokazala, nikoli sem slišala nekje, ne. Definitivno je treba vedeti, da je to en tak manjši nabor besed, kreten, s katerimi se izražajo. Definitivno pa jaz vidim izjemen, močen napredek v zadnjih letih, ne. Ta napredek se dogaja, hodijo gluhi na fakultete, ne. Zdaj imamo trenutno 23 gluhih študentov, ampak ponovno je treba izpostaviti problem, ne. Ker lepo je govoriti o neki sliki, da jih je 23, pa bi človek rekel, se pa stvari izboljšujejo, ne. Žal pa še vedno so jim fakultete nedostopne, še vedno se predpostavlja, da sedijo in učitavajo z ust, ne. Mislim, to je naravno smešno, ne. Koliko pa mimogrede lahko ja, se to je ena stvar, ki ne vem, znanstveno, ne vem, če se je kdo lotil, da bi naredil konkretno preizkus, ne. Zanimivo bi bilo, če enkrat ugasnete zvok na televiziji, pa boste videli, kaj boste razumeli. Razumeli boste prvo dober dan. In to je vse, kar boste razumeli. Potem, če greva naprej, ne, in predpostavljava, da nekdo že vse življenje popolnoma nič ne sliši. Govorimo popolnoma gluhih. In verjetno se predpostavlja, da so oni bolj razvili to veščino, ne. In ponovno, jaz si upam trditi, da popolnoma gluha oseba na fakulteti bo razumela enako dober dan. Ker čim začnemo mi razlagati, kaj se z usti dogaja, odpirajo in zapirajo se usta se na besede posebej ne spreminjajo po kotih. In jaz si upam, kar zagovarja to, da je nemogoče razumeti. Lahko se razume, živjo, kako si dobro, lačen, žejen, osnova. Če se pa mi želimo z osebo konkretno kaj pogovoriti, se pa tukaj ustavi, ne. In to je tisto, kar bi veljalo reči, ne, da je žalostno to, da se še vedno pač izogiba financiranju te storitve, da bi se jim zagotovili tolmače, ne. Tako da potem se pač znajdejo, kolikor se lahko znajdejo v dani situaciji. Država študentom zagotovi 100 ur teh voucherjev, tako imenovanih za plačevanje tolmačev, ampak bistvo teh voucherjev, zakaj so bili dani, ne, je, da uporablja gluha oseba v splošnem življenju, v privat potrebah. To so inštrukcije, kuharski tečaj, takšne stvari, ne. Ne pa torej na dejansko univerzi, ki je izvajalka državnega izobraževalnega programa, ne. In to je v zakonu zapisano, da morajo izvajalci javnih služb zagotavljati financiranje tolmačev, ne. Ampak tukaj se posod ustavi z izjavo, tega denarja nimamo, ne. In to je tisto, kar je, no, kar te boli, ko veš, koliko v bistvu pridobiš enih informacij in koliko imaš več možnosti, ker slišiš, ne. Potem je pa drugo vprašanje tudi potem pri zaposlovanju, ne. S kolikor opazujem, kolikor imam sama izkušenj, ne, saj najbolj pomembno, se vemo, ne, če je šola nedostopna, ne, oziroma imajo tudi zavod za gluhe, na primer v Ljubljani, kjer je pouk v znakovnem jeziku, je pa nabor poklicev tudi manjši, ne. In potem kakšne možnosti imajo za zaposlitev? Praviloma delajo v težkih proizvodnjah, ne. In potem kakšne plače imajo in to je en tak življenjski krog, v katerega pravzaprav jim je kar usojen, no. Redko katere so te zgodbe, ki so krasne, ne, ko poslušamo kakšno zgodbo o uspehu, vsi jo radi slišimo, ne. Živijo pa definitivno v skandinavskih državah, v Ameriki
sem spoznala tudi gluhe podjetnike, ne? Ampak to vse izhaja iz tega, koliko se osebam prilagoditev omogoči. Če vi veste, da imamo v Združenih državah univerzo za gluhe, torej da lahko študirajo skoraj da ne, kar si želijo, ne? Fakultet je cela vrsta, med katerimi lahko zbirajo, in potem, da se v Skandinaviji enako dogaja, ne? Integracija, ampak s tolmačem, ne? Pri nas integracijo imamo, ampak gluh pač sedi v prvi vrsti in to je to, ne? Očitava uspešno z ust. In potem v Skandinaviji se realizira tudi tako, da v službo gredo lahko v katerokoli. Zakaj? Ker jim pripada toliko in toliko ur, veliko ur, kolikor jih rabijo, tolmač tudi v službi na delovnem mestu. In to pomeni, da se lahko izobražujejo, čemarkoli želijo, in da lahko delajo, kjerkoli želijo. Ne? In tukaj pa majhnost potem res ne pride prav, ne? Ja, vse Finska pa Danska niso toliko večji, ne? Tako da, ja, meni je zelo hudo, ne, ko razmišljam, pač gluhi se rodijo, ne, intelektualno, intelekt je popolnoma zdrav, ne? Senzorna okvara je, sluha, pa so najmanj izobraženi med vsemi invalidi, ne? In tudi po oceni Svetovne zdravstvene organizacije je to najtežja invalidnost. In to je tista žalost, ne? Ker človeka, to je doktor Žargi enkrat povedal v intervjuju, ki sva ga imela, drugače predstojnik klinike za otorinolaringologijo v Ljubljani, da je ljudje ravno mislijo, da je slepota tista, ki človeka najbolj ovira, ne? Pa je rekel, da je gluhota tista, ki človeka v socialnem, komunikacijskem in intelektualnem razvoju najbolj ovira, ne? In to je tista stvar, ki jo ljudje ne opazimo, ne zaznamo in ne občutimo in ne vemo. Ker namreč, ko vidite vi gluho osebo, ko se sprehaja po ulici, to so ljudje takšni, kot smo mi. Lepi, močni, veliki, zdravi, popolnoma enaki vsem. Ne bi sploh pomislili na to, da rabijo pomoč. Ko vi vidite slepo osebo, ko stoji pred prehodom za pešce, ne, bi pomagali, da gre čez cesto. Ko vidite nekoga s hudo mišično distrofijo, vas gane, seveda, ne, vsakega človeka gane, pomagal bi, naredil bi kaj za njih, ne. Ko vidimo gluhega, nimamo kakšnega občutka, niti ne vemo, odkje bi ga lahko imeli. Če sploh vemo, da je gluh, ne? Ker gre za nevidno invalidnost. To je pa največje bistvo vsega, ne? To je nevidna invalidnost. In marsikateri problem, verjamem, da izhaja tudi iz tega. No, sam sem imel mogoče srečo, da sem v življenju spoznal ali pa prijateljeval z dvema, ne, ki sta gluha, ne, in z enim sva se sporazumevala prek blokca, on meni, jaz njemu, ne. Drugi je pa, recimo, tako razločno govoril, da sem ga jaz razumel, ampak potem je bila spet težava, ne, ker je on mene težje, ne. Ker mahanje, veliko krat so rekli prijatelji, kaj mašete z rokami, ne. Seveda, vse mi govorimo z rokami, samo to moje mahanje ni razumljivo, ne. Ja, morda kot bi, če si dovoljimo ene primerjave, ne, ko pogledamo osebe na vozičku, vemo vsi, oseba je na vozičku, ne more hoditi, potrebuje klančino, da pride v prostor, ne. Pri osebah z okvaro sluha govorimo o zelo heterogeni skupini ljudi. Imamo ljudi, ki so oglušeli kasneje, naprimer pri 7 letih. Te praviloma so že izoblikovali govor in lepo govorijo, tudi zelo razumljivo. Ne? To so postlingvalno gluhe osebe, torej osebe, ki so potem, ko so že razvile govor, oglušele. Veliko je bilo takšnih in drugačnih, tudi medicinskih vzrokov, veliko ljudi je oglušelo kasneje, ne? Te imamo prelingvalno gluhe, so pa že od rojstva, ne? In te so ponavadi težje razumljive. Potem je pa treba vedeti, da je na področju otologije in audiologije, torej medicina, ki se ukvarja z področjem okvar sluha, tukaj so zelo veliki napredki v zadnjih letih, ne? Morda je to eno izmed področji, ki je bolj v ospredju, kar se tiče napredkov, ne? Je mogoče upanje za gluhe, da bodo... Ravno to želim povedati. Torej imamo vsaj 3 različne vrste možnosti, kako lahko pomagamo, ne? So različne vrste okvar sluha, tako da malo poenostaviva, tako da si lahko osebe pomagajo s slušnimi aparati, potem je pomoč s polževim vsadkom
in pa ne nazadnje tukaj tudi medicinsko-tehnični pripomoček Baha. Ne? Tako da slušni aparat je za tiste manjše okvare sluha in to so potem polžev usadek, potem že za popolno gluhoto, ampak so določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni in pa Baha tudi, ki še pomaga tam, kjer polžev usadek torej ne more, čist poenostavimo, no? Da ne bomo zdaj gledalce utrujali. Tako da so to tehnični pripomočki, s katerimi pa oseba potem dejansko, ne, sploh ob predpostavkah, da se jih čim prej začne uporabljati, uspešno odgleduje, ne, ali pa da popolnoma brez odgledovanja tudi posluša. Tako da to je v bistvu tudi ta nesrečna situacija oseb z okvaro sluha, ker je toliko različnih, ne? In potem, če nekdo s polževim usadkom, ne, uspešno odčitava z ust, bomo mi potem, če smo laiki, ne, napačno mislili, zdaj pa vsi lahko odčitavajo z ust, ne. To je tisto, kar je potem težko razložiti ljudem, da ni za vse enako. Potem od človeka do človeka, ne. Enostavno se je treba spoznati z nekom, da potem spoznaš tudi njegovo težavo. Ne? Ja, to je tisto. Ne? Kaj pa druženje gluhih, naglušnih? Se družijo bolj v svojem krogu ali se zelo radi družijo tudi z vami? Zdaj v službi se pač morajo. Ne? Vi ste tista, ki sliši. Ne? V vaši ekipi so pa ljudje, ki ne slišijo. Ne? Ja, jaz sem najbolj pravzaprav ponosna in vesela, da smo odprli gluhim tudi vrata v proces medijske produkcije. To so pravzaprav poklici, ki jih danes upravljajo, pa so jim bili v preteklosti praviloma nedostopni. Lahko me kdo popravi, pa mi pokaže kakšnega gluhega novinarja, snemalca, montažerja, napovedovalca, razen v oddaji, ki tudi urednikujem Prisluhnimo tišini, tega ni, ne? Tam imamo gluhe napovedovalce. Tako da na spletni televiziji sodelujemo s številnimi gluhimi. Naše načelo je, da so oni posredniki informacij. Torej tudi, če slušeč novinar pripravi vsebino, jo gluh preko bralnega bobna pretvarja v znakovni jezik. Imamo gluhe montažerje, gluhe snemalce, tako da vsi, ki delamo v našem mediju, razen tisti, ki naprimer, ne, kdor se čist na novo vključi od slišečih, vsi znajo znakovni jezik. In to je tisto, kar je odgovor na vaše naslednje vprašanje. Potrebujemo za komunikacijo znakovni jezik, ne? Tako kot ste prej omenili, ne? Neka osnovna komunikacija verjetno še gre, ne? Kot so osnovni pozdravi. Dopisovanje iz blokca je lepa srčna stvar za kavo, ko imamo čas, naprimer, ne? V hitrih situacijah in pa poglobljenih debatah, to je pravzaprav delovno okolje, ki nismo zamejeni samo na neke osnovne stvari, ampak so prav načrtovanja, pravzaprav tudi razvoj, konstruktivne kritike, ne? Mi imamo prav resne pogovore, ne? Tako da potrebujemo znakovni jezik in seveda smo se ga vsi naučili, ne? Nismo ga vsi govorili prvi dan. Vaše prejšnje vprašanje pa tudi, gluhi se praviloma družijo z gluhimi. To je dejstvo. Imajo 13 področnih društev in seveda se družijo, ne? Ker se težko vključujejo v slišeče okolje. Seveda ima vsak gluh tudi kakšnega slišečega prijatelja, ne? Ampak jaz sem jih nekaj poznal, ne? Ampak se ta zgodba hitro konča, ne? 5 minut se pogovarjaš in potem vidiš, da naletiš na nek zid, ker ne razumeš, kar ti želi povedati in včasih tudi potem že malo jeza na strani gluhega, ne? 10krat ti, ne, govorim nekaj, pa ne razumeš, ne, ali pa mu kimaš, ja, se te razumem, pa on ve, da ga ne razumeš, ne, in kaj, potem se zgodi, da se drugič krajši izogneš, ne, a ne bi bilo boljše, da bi se naučili znakovni jezik, zdaj pa, ne, koliko časa traja, da se nek znakovni jezik saj malo naučiš, če to sploh obstaja, saj malo? Zdaj, najvišji nivo vključenosti gluhih v slovensko družbo, ne, bi bil dosežen, če bi se znakovnega jezika naučili vsi. Osnovne šole naprej. Ja, ne? To bi bil najvišji nivo. Ma katera država to? Takrat, če ima kjer, ne vem, to pa zdaj res ne vem, ampak
dejansko, ne, da bi se vsi učili, da bi se več ljudi učilo znakovnega jezika. V Ameriki vem, da je to tretji najbolj govorjeni jezik, najbolj uporabljeni jezik, govori se ga ne. Drug odgovor bi bil, da praviloma se gluhi poročajo z gluhimi. Ne? Kakšna izjema se najde in ta potrdi pravilo. Ampak gluhi z gluhimi in potem imajo otroka, ne, ki je največkrat ni gluh, ne? Ja, ni nujno. Lahko imajo tudi dva slišeča starša, imata lahko gluhega otroka, ker nosita recesivni gen za gluhoto. Ne? Tudi to se pojavlja in potem kasnejše oglušitve. Ne? Tako da je pa dejstvo, da tudi če imata dva gluha otroka in je ta slišeča, potem ta lahko nosi naprej v dednem zapisu. Ne? Tako da, dobro, ampak to so že razprave, ki bo verjetno kakšen zdravnik boljše razložil kot jaz. Vendarle, gluhi so ravno zaradi te komunikacijske ovire praviloma bolj zamejeni na druženje v svoji skupini, razen, ponovno se vračam že na stvar, ki sva jo prej govorila, so tudi osebe s polževim osadkom, z baho, slušnim aparatom, ki tako dobro uporabljajo koristijo ta aparat, da pravzaprav moram to še enkrat ponoviti, ne, da ne bo napačno razumljeno. Kadar govorim to, da se gluhi družijo z gluhi, so to čist gluhe osebe, ki uporabljajo znakovni jezik, ne, za sporazumevanje. Ne. Potem imamo pa na drugi strani še številne te, ki si z tehničnimi in medicinsko-tehničnimi pripomočki tako učinkovito v življenju lahko pomagajo, da se zelo, zelo kvalitetno in super integrirajo v polnočutno družbo. Ne. Kaj bo prišlo prej, da bo tehnika tako napredovala, da bodo gluhi slišali, ali da bodo mogoče pri nas že v osnovnih šolah ali pa v srednjih šolah upeljali znakovni jezik? Zdaj je mogoče, oboje vam bom odgovorila, že zdaj slovenska družba že počasi stopa nasproti v okviru izbirnih vsebin v srednji šoli. Številni javni uslužbenci, naprimer knjižničari, naprimer medicinske sestre tudi, se že vključujejo na tečaje znakovnega jezika, ampak tako je, ne. Veliko se jih odloči tudi za krajši tečaj, ne. Naprimer, kakšnih 20 ur, v tem času se naučimo kakšnega pozdrava, ne. Jezika se je treba konkretno naučiti, če želimo pač govoriti o tem, da se bo enakopravno uporabljal, ne. Ja, potrebno je saj približno 2 stopnji upraviti, ne, saj približno 80 ur, ne. Potem pa še stalen stik z gluhimi osebami. Jaz mislim, da v vsakem društvu lokalnem po Sloveniji bi bili zelo veseli vsakega, ki bi si želel tega naučiti, da bi komuniciral z gluhimi, ne. Potem se je zdaj tudi začelo to izvajati na najmanj 2 fakultetah, tako da je tudi univerza pristopajo počasi k temu. Začel se izvajati tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani en projekt Senior, kjer pravzaprav bodo zapisali korpus slovenskega znakovnega jezika, tako da se stvari počasi premikajo. To bi bila en odgovor, ne. Druga stvar, ki je pravzaprav ravno pred 2 dnevoma oziroma tudi že pred časom sem imela intervju tako v kliničnem centru v Ljubljani kot v Mariboru, kjer mi zdravniki sporočajo, da so že sposobni pravzaprav odgovoriti na vse okvare sluha, ne. Potem pa imamo tukaj še vidik, ki ga pa sporočajo, torej te, ki so popolnoma gluhi in ki uporabljajo znakovni jezik, tukaj je pa potem ta strah, ne. Torej, kolikor bomo lahko pomagali, da bodo gluhi lahko začeli konec koncev izginjati, je tukaj potem ena skupina, ki pa ljubi znakovni jezik, odlično se počuti v svojem svetu tišine, ga obožuje in ga ne bi zamenjali za nič na svetu, ne. Tako da so različni vidiki in treba je vedeti, da so tukaj različni pogledi na stvari, ne. In tako da verjetno pa, ne, kolikor kaže medicinsko-tehnični razvoj, da bodo znali odgovoriti na marsikatero vprašanje, mislim, marsikatero potrebo, ampak jaz potem, ne, ker živim z gluhimi, se potem vprašam, kaj pa morda, verjetno se bo našel tudi kakšen tak, ki mu ne bodo mogli pomagati, ne, in kaj bo potem sam v celi naši državi, ne, tiste potem grozno, ko razmišljaš, ne, ker nikoli verjetno se ne da 100% vsem pomagati, ne vem, pustimo v prihodnosti čas in ta nam bo prinesla odgovore, ne.
Ampak greva še vedno malce v prihodnost. Kaj nam pripravljate, kaj nam boste pripravili v naslednjih mesecih, letih? Kakšna doba, življenjska doba je vaše spletne televizije v vaši glavi? Ja, jaz pravim, da bomo ta posebni socialni program na državni ravni, torej spletno televizijo za gluhe in naglušne, ustvarjali, razvijali, dopolnjevali toliko časa, dokler nas bodo naši gledalci potrebovali, ne? Oziroma dokler ne bo dosežen nivo, da bo na nacionalni televiziji morda celoten program podnaslovljen, da se bo poročalo o gluhih, ne? Torej, dokler bo ta potreba, bomo z veseljem delali in razvijali. Dokler bo potreba, kaj pa dokler bo denar? Ja, tudi to je stvar, ki zaenkrat obstaja, ne? Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Glede na številno dogajanje, ki se je dogajalo v zadnjem času, še vseeno verjamemo, da program, kakršen je naš, bo obstajal in bo iz tega vira financiran, ker tukaj dejansko gre za tako posebno stvar in stvar, ki jo nihče drug ne dela. In dejansko smo v vlogi podaljšane skrbi države. Tako da jaz iz tega vidika si ne bi niti upala pomisliti na to, da takšne stvari ne bi financirali, ker je dober namen, ne? In sploh ne bi si želela niti pomisliti na to, ne? Vsekakor pa, če ste vprašali, obstaja tudi ta možnost, ne? Se veste, kako je. In zato pa smo pravzaprav tudi tukaj ljudje, ki nosimo to odgovornost, da ne vem, se bo treba pač znajti naprej, ne? Definitivno je pa tukaj tudi oddaja Prisluhnimo tišini na nacionalni televiziji, ampak tudi tukaj je to koprodukcija, ne? Tudi tukaj se del denarja zagotavlja s strani, ne, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. To je dejstvo, ne? No, še zadnje vprašanje. Kako gledate na slovensko medijsko krajino? Ste zadovoljni s slovenskimi medijami? Pa mediji, pa pustimo to ob strani zdaj, to vrstne oddaje za skupine, recimo manjše skupine, kot so na primer gluhi in naglušni ali pa slepi. Ja, zdaj nacionalna televizija je kar pristopila, ne, tudi slepim naproti. Zdaj so, mislim, da če se ne motim, najmanj 3, pa da ne bom delala krivice, bom najmanj 3 filme že opremili z audiodeskripcijo, ne? Tako da pa se določene stvari v to smer premikajo, ampak veste, okolikor si slep, boš težko zadovoljen s 3 filmi, boš pa srčno navdušen, da saj 3 so. In enako je pri osebah z okvaro sluha, ne? Jaz bi rekla tako, slovenski medijski prostor ponuja zelo, zelo konkreten program, ne? Na toliko je že televizij, pa vendar, naprimer, pogledamo naprimer informativne oddaje, ne? Vse so prispevki, so pripravljeni in teksti so spisani. Zakaj ne bi še komercialna televizija vsaj kakšne oddaje tudi podnaslavljala, ne? To bi bile mogoče tiste stvari, ki bi prinesle dodano vrednost. Ali pa v zadnjem času se toliko govori o družbeni odgovornosti, ne? In zakaj bi bilo, če popolnoma poenostavim, družbena odgovornost samo ločevanje odpadkov, ne? Zakaj ne bi bili še družbeno odgovorni, pa bi mogoče komercialna televizija kakšna pa še podnaslavljanje zagotovila ali pa tolmača, ne? In potem bi bile to te stvari, s katerimi bi se lahko pohvalili in s katerimi bi lahko izstopali morda tudi med našimi evropskimi kolegi. Pri nas se pa dogaja, da se zdaj prvih 15 minut informativnih oddaj pohvalimo ali pa hvalimo z rumenimi vsebinami, slabimi novicami, ne? Skoraj da ne objavimo primera dobrih praks, nekaj lepega, ne? Vse je nekaj črno, ne? To je dejstvo. A se to prodaja? Baje se to prodaja, ne? Sicer si nisem sploh nameravala vzeti pravice, da bi se opredeljevala do tega, ampak to je gola resnica in s tem dejstvom živimo vsak dan. Slovenski medijski prostor je kar
rezerviran za slabe novice. Predvsem je zanimiv tudi način, kako se pravzaprav v informativnih oddajah, sploh na drugih televizijah, nacionalka se še kar drži nekako tega, da meni je všeč, da nam predstavijo dejstva in nam s svojim načinom poročanja že ne vsiljujejo opredelitve. Ne? Torej, da se poroča na način, da se predstavi, kaj se dogaja, ne pa da se že v načinu, kako se stvari predstavlja, točno določeno kaže na prsto, ne? To je pa zdaj to. Ne? Meni je tudi zelo škoda, naprimer, ker ste ravno omenil take stvari, ne? Za take informacije, kot je tole ponarejeno spričevalo, rezerviran prostor prvih 10 minut, ne ukvarjamo se pa s tem, da imamo 116 000 brezposelnih. Jaz mislim, da so mnogi problemi, ki mislim, da bi bilo bolj važno v njih govoriti. To, kar ste omenil, negativne informacije, tudi poziv predsednika države je bil dan. Predsednik države, najvišja avtoriteta v naši državi, nas je vse medije pozval, da kaj pozitivnega tudi sporočimo. Ker, veste, življenje je že tako naporno, vsi ga živimo, vsak dan od jutra do večera se soočamo s situacijami in potem pa še doza ene slabe vole, negativnosti še v medijih. Ampak očitno se to prodaja, očitno to ljudje radi poslušajo. Mislim, se jaz to ne razumem. Vse tudi, kateri mediji so pa najbolj brani, tiskani mediji. Slovenske novice, ne? Ja. Pa smo, mislim, da že s tem dovolj povedala. Tako da mi se v naši... Kdaj je pa bilo v tem zadnjem letu, naprimer, poročano na prvih straneh ali pa prvih minutah oddaj o vaši televiziji, ki vendarle nekaj dobrega delate, ni bilo, ne? Ne. Mislim, da sva s tem vse odgovorila, pa bi bilo dobro. Če boste pa slučajno poneverili 1000 evrov, potem boste pa zagotovo nekje na prvih straneh, mogoče celo leto. Ja, mislim, da vkolikor bi se kakšna taka stvar zgodila, bi vsi prileteli. Da bi vsi prileteli. Zdaj pa ne priletijo, ker je vse lepo teče, ker lepo delate, ker pomagate mnogim. No, dobro, vesel sem, da lahko vsaj mi malce pomagamo, pa da bomo še naprej skupaj sodelovali v obojestransko korist, zagotovo. Hvala vam, da ste bili naša gostja. Jaz upam, da se še kdaj srečamo v tem studiu, v takšni ali v drugačni, obliki, ampak sestavi. Hvala lepa za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in po zasavsko srečno.